Pred razpadom Jugoslavije, ko sem bila še otrok tukaj v Kopru, je obstajalo določeno društvo, ki pa ni bilo toliko, bi rekla, usmerjeno v sistemsko ohranjanje in predvsem delo s temi člani, vodenje vaj, pevskih, folklornih, orkestra, ne. Tako da tudi sama sem pogrešala tako vrsto aktivnosti v svojem otroštvu in to je bil razlog, da se društvo ustanovilo. Tukaj v Kopru smo se davne, že 2007. leta, odločili, da ustanovimo Akademsko kulturno-umetniško društvo Kolo, ki se bo predvsem ukvarjalo z ohranjanjem in predstavljanjem in razvijanjem tradicionalnega izročila srbskega naroda in širše, torej narodov z Balkana. V društvu se je takoj že včlanilo veliko število pripadnikov srbske skupnosti, kot tudi drugih narodnosti, ki živijo na obali, saj vemo, da je obala pisana narodnostno. Ljudje najdejo eno stično točko, kjer se lahko ob tem, da se družijo, kar društvo tudi pomeni v nekem osnovnem smislu besede, da se družijo, da potujejo skupaj, da se pač imajo lepo, da se tudi nekaj naučijo. In meni je predvsem to bila nekako vodilna nit, da ustvarjam z njimi, da jih učim plesa, kinetike, motorike, pevskega izrazja, tradicionalnega petja, pa tudi igranja v orkestru. In okolje nas lepo sprejema, tudi ko so prireditve in nastopi, so naši nastopi vedno obiskani in to je tisto, kar mi daje tudi neko motivacijo naprej.